nami je profesor dr. Branko Širok, dekan Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Gospod Branko, kako je danes videti utrip industrije skozi vaše oči? Poglejte, že osnovna definicija naše šole je ta, da brez industrije je smisel obstoj naše inštitucije pod vprašanjem. Zato skrbno spremljamo to, kaj se dogaja z našo industrijo in to lahko rečem že kar nekaj desetletij. Sam bi trdil, da so bliže slabši časi, kot so danes, da se danes zazna kar velik interes industrije, predvsem tiste industrije, ki se je že izvila iz krčev krize prejšnjih 2 desetletij, tako da lahko rečem, da je sodelovanje z industrijo zgledno, odpirajo se nove možnosti, kljub temu pa opažamo, da je v slovenskem prostoru generalno gledano v zadnjih 20 letih toliko industrije ugasnilo in zaradi tega je prostor za sodelovanje strojne fakultete z industrijo relativno okrnjen. Ta problem rešujemo na ta način, da se poleg slovenskega prostora pojavljamo tudi v evropskem prostoru in na ta način odpiramo dodaten manevrski prostor za naše aktivnosti, povečujemo kvaliteto naših raziskovalcev in navsezadnje tudi vidimo, kam se ta znanost premika in kje bi moralo biti mesto za slovensko industrijo. Domača podjetja, pa tudi tuja, veliko povprašuje po visokotehnološkem kadru. Kako na to odgovarja univerzitetni sistem? Zdaj v novem bolonjskem sistemu študija, ko je razdeljen največkrat na prvo in drugo bolonjsko stopnjo, se mi temu posvečamo predvsem skrbno temu problemu v drugi bolonjski stopnji. Se pravi, da mi že v drugi bolonjski stopnji ob naših raziskovalnih aktivnostih, ki jih izvajajo naši raziskovalci, profesori, skratka učiteljski kader na Fakulteti za strojništvo, istočasno tudi peljemo izobraževanje. Se pravi, da raziskovalno in izobraževalno delo gre sta z roko v roki. Predvsem izrazito se to zazna v zadnjem letu študija, kjer se praktično skoraj vse magistrske ali diplomske naloge končujejo v aplikacijah za slovensko industrijo. Na ta način mislim, da mi vsaj en del poslanstva dovolj kvalitetno opravimo. Istočasno pa skozi tako sodelovanje prihaja do trdnih vezi med slovensko industrijo in med Fakulteto za strojništvo, med posameznimi laboratoriji, kjer se pedagoški in raziskovalni del med seboj prepletata. Tretja faza je pa faza doktorskega študija, ki je prav tako, če ne še bolj pomembna, to je pa v bistvu študij, ki pelje do končnega naziva doktorata znanosti. V tem delu pa tudi prakticiramo v veliki meri na konkretnih raziskovalnih projektih, ki so skupaj z industrijo izbrani, vodeni in potem na koncev pripeljajo do nove dodane vrednosti, do novega znanja, do novih proizvodov, do novih tehnologij in seveda skozi to tudi do povečane konkurenčnosti slovenske industrije. Bi pa rad povedal pri tem, da se s tem tudi industrija odpira večja, nekako bi rekel, večja možnost za konkurenčno delovanje v evropskem in svetovnem trgu. Ena izmed danes zelo omenjanih tem je bila tudi pametna specializacija industrije. Kaj to pomeni za vas? Kakšne spremembe se obetajo v znanstvenih in raziskovalnih programih na ta račun? Ja, jaz na ta proces gledam pozitivno. Se pravi, upamo, da se bo skozi take sisteme, skozi take mehanizme, kot je pametna specializacija, sodelava s Fakultete za strojništvo ali širše univerzitetnega prostora v slovenskem gospodarstvu povečala. To pomeni, da bomo na en način se bodo povečali eksistenčne možnosti, to pomeni aktivno sodelovanje na raziskovalnih projektih, na drug način bo pa to neka regulativa, ki bo vodila k bolj smotrnemu, usmerjenemu izobraževanju na področje, ki so za slovensko industrijo pomembna. Tako da v vsakem primeru pametna specializacija, kolikor bo zagledala luč sveta, bo za slovensko znanost in za univerzitetno področje v širšem smislu izredno pozitivna. Kakšno mnenje pa imate o vpešanju upisana na naravoslovne študije?
No, zdaj, jaz mislim, da imam malo drugačne podatke. Na naravoslovju se sedaj v zadnjem času, vsaj na tehničnem delu, na tehniki vpisi povečujejo. Na račun manj popularnega študija na družboslovnem področju v nasprotju z parim leti nazaj, tako da vsaj na fakulteti za strojništvo mi z vpisom nimamo probleme, celo smo ga na nek način omejili in delamo na tem, da privabljamo kvalitetne kadre, za te kadre tudi pripravljamo ustrezne programe za pripravo na študij, tako da skušamo v čim večji meri že pripravljene dijake pripeljati na fakulteto in takoj pričeti z kvalitetnim študijskim procesom. Velikokrat slišimo od kolegov iz pedagoškega sektorja, da podjetja dobesedno fakultetam in univerzam kradejo študente, ker ko jih enkrat dobijo na svojo stran in ponudijo delo, se potem oni ne nadaljujejo več tega akademskega znanja in zato imamo tudi manj magistrov, doktorjev in tudi profesorjev. Kakšno je vaše mnenje? No, tudi taki trendi so bili zaznani, moram reči, nekaj let nazaj. To je to, da so študente pričeli delati ob študiju preko študentskih napotnic, preko študentskih servisov, s tem se je proces študija samo podaljšal, no bom rekel, da se pa zaradi tega kvaliteta teh študentov zmanjšala, kajti na nek način so bili vključeni v nek realen svet, skozi to so spoznavali neke delovne procese in to niti ni tako problematično. Bil je problem, da se študijska doba zaradi tega podaljša. No, ampak v zadnjem obdobju imamo mi kar dobre dogovore za samo industrijo, da jim skušamo skozi aktivno sodelovanje v zadnjem letniku, v zadnjih letnikih bolonjskega študija pripeljati študente, jih seveda obdržati v svojih rokah, jih vključiti v neke konkretne raziskovalne projekte razvojne in seveda potem po enem ustaljenem hitrem tempu pripeljati do zaključka študija in seveda na način, kot ga industrija pričakuje. Se pravi, v zaključnem delu so te študente oboroženi z tem programskimi orodji, ki jih ta firma konkretno ima, z strojno opremo, z problematiko kot tako, z vsem tem so študenti oboroženi, saj tako je postavljen cilj in potem na osnovi tega prihajajo kot študenti, ki so usmerjeni v določeno problematiko za določeno firmo. To je cilj, v nekaterih primerih nam to dobro uspeva, v drugih pač moramo pa še neke korake na tem področju narediti. Kako pa je skozi vaše oči videti industrijski forum IRT letošnji recimo? Ja, ta forum je meni, jaz gledam na njega tako ponosen, zato ker je fakulteta za strojništvo aktivna udeleženka tega na nek način tudi organizira ta forum in bi rekel, da je takih prireditev še manj, premalo. Da jih moramo na nek način take forume spodbuditi, kjer se pač te dotični akterji, industrija in centri znanja srečajo, se pogovorijo o določeni problematiki in v bistvu na nek način se tkajo pač neke relacije, ki vodijo v končno boljše sodelovanje med centri znanja in pa med industrijo. Gospod Branko, najlepša hvala za vaš odgovor in vaš čas.